Puntarski pozdrav! Minuli konec tedna sta igrali dve naši selekciji, iztržili pa polovičen uspeh. Člani so v osmini finala pokala Nogometne zveze Slovenije gostovali v Oplotnici pri drugoligašu Keblju in ga ugnali z rezultatom 6-2. Jani Ručna in Žiga Vidič sta dosegla 2 zadetka, po enkrat sta zadela Anže Širok in Aljaž Laharnar. Tokrat žal ne bo posnetkov tekme, lahko pa prisluhnite dvema izjavama. Andrej, lahko rečemo zanesljiva zmaga in uvrstitev v četrtfinale? Ja, nam je Matej že pred tekmo rekel, da moramo narediti, da bo izgledalo, kot da smo rutinsko zmagali, in jaz mislim, da smo ga upoštevali. No. V nobenem trenutku ni bila zmaga vprašljiva. No. Ko smo vedeli 1-0, smo potem lahko tisto žogo držali, oni so tudi igrali tako, da smo lahko z tisto našo igro jih izigravali, hodili do priložnosti, nismo jih vseh izkoristili, ampak konec koncu zmagali smo, brez kartonov smo prišli v četrtfinale, kar je tudi bil en izmed ciljev. Edino škoda je tistih poškodb, Tilna pa Širok, upam, da bosta v redu čim prej. Dosegel si svoje 2 prva zadetka v pokalu, prvega in zadnjega na tekmi, 2 lepa prodora in super zaključka. Važno, da smo zmagali kot ekipa, enkrat zadene en, drugič drugo, tako da mislim, da to ni nekaj pomembno, malo sreče, malo dneva in to je to. No, imel si kar nekaj težav z gležnjem, kako je zdaj s poškodbo, je 100% sanirana? Malo me še boli, mislim, da še kak mesec malo bolečine se da zdržati, tako da bo karno. Koga si Žiga želi v četrtfinalu? Nima veze, si tako moraš zmagati vsega, tako da onka bo treba zmagati vsega. Varovanci trenerja Mateja Kavčiča so že osredotočeni na prvenstveni obračun z drugovrščenim Dobovcem. Derbi tekma bo na sporedu v petek 28. oktobra ob 19. uri. Vabljeni, da v polnem številu podprete puntarje v drugi del prvenstvenih obračunov. S prvenstvenimi tekmami so v nedeljo pričeli tudi igralci do 21 let. Uvodni krog so rumeno-modri odigrali v Kobaridu in v dramatični tekmi izgubili z domačim Oplastom s 3-2. Za opornike sta zadela kapetan Dražen Žarič in Dejan Melihen. Na posoškem derbiju smo bili tudi z našo kamero in posneli najzanimivejše utrinke ter pred mikrofon povabili 3 sogovornike. Nino, danes smo spremljali zanimiv posoški derbi na koncu za las prekratki. Ne vem, verjetno smo si malo preveč želeli, in smo preveč hoteli dati gol, smo preveč hodili v napad in pole smo malo zamudili v obrambi in tako smo dobili tudi po mojo kar vse 3 gole. Na koncu pa je malce zmanjkalo za izenačenje. Njihov vratar Krivec je odlično posredoval kar 2, 3. Ja, vse kar mislim se jim pozna, da je prišel on, je rečemo je lahko odločil on tekmo. Danes je branil 2-krat 100%, tako da če ne daš 2 gola, se kar pozna. Kapetan, danes lahko rečem odličen posoški derbi, na koncu lahko rečemo zaslužena zmaga Oplasta. Ja, tekma je bila napeta skozi cel cajt.
Mi smo speljali 2-3 dobre kontre, zadeli smo, naš golman je branil odlično, branil je 4 čiste, dosegel je tudi zadetek, vsaka čast bi igralec tekme, to nam je pomagalo do zmaje. No, predvsem v drugem polčasu ste si ustvarili veliko več priložnosti kot v prvem polčasu. Realizacija pa tako na eni kot na drugi strani je nekoliko šepala. Ja, res je, v slačilnici so se zmenili, da moramo končati, kar smo začeli v prvem polčasu. Igra nam je stekla, žal nismo zadeli še kakega zadetka več, kar bi nam omogočalo pripeljati srečanje bolj mirno do konca, zato smo se borili do zadnje sekunde, da uspelo nam je in zasluženo zmagali. No, kar nekaj igralcev, tako v eni kot drugi ekipi, vas je, ki igrate v članskih ekipah, to se najbolj pozna pri teh mlajših selekcijah. Ja, res je, te 3-4 igralci, ki treniramo s člani, se zelo dobro poznamo med sabo, imamo tudi nekako enako igro kot pri članih in vsako nam to zelo pomaga pri derbijih. Žan, še en razborljiv posoški derbi, no za las ste ostali brez vsaj točke. Škoda je te točke, igrali smo dobro, njihov golman je branil neverjetno. Bili smo, lahko rečem, da boljši nasprotnik po igri, ampak oni so nas premagali in to šteje. No, sosed Krivec je dosegel spektakularen gol čez celo igrišče. Kaj se je tam zgodilo? Tam sem slabo ocenil vlet žoge, hotel sem izbiti žogo, ampak tam slabo sem ocenil žogo in žoga me je preletela v gol. No, kljub vsemu pa nekaj odličnih obramb, dobro si držal ekipo na igrišču, bil si med boljšimi igralci. Ja, to se pozna delo s priprav in treningov, lahko se zahvalim trenerju Darju, ki res fenomenalno dela z nami golmani in posledica tega so tudi recimo moje dobre obrambe. Kje se je danes zlomila tekma? Verjetno se je prelomila tekma takoj tam po njihovem zadetku za 3-1. Potem pa še na koncu, zadnje 2 minuti smo imeli mi, lahko rečem, smrtne priložnosti, tam pa itak golman branil in to je to. Kljub temu pa igra Punterja hrabri. Seveda, to nas hrabri, gremo v naslednjo tekmo, po 3 točke, edino to šteje.
Selekcija do 21 let bo novo tekmo odigrala 6. novembra v domači dvorani, kamor prihajajo Velike Lašče. Začetek ob 17. uri. Sem Nino Zalašček in spremljate Puntar TV. V soboto 29. oktobra pa s prvenstva začenja tudi selekcija do 18 let. Uvodni turnir bo potekal na Ajdovskih Policah, puntarji pa se bodo pomerili z ilirsko-bistriškim Stadlerjem in škofijskim Bronksom. Več pa bomo poročali v naslednji oddaji Puntar TV, do takrat pa navijajte za najljubši vam klub.